Janez ne potrebuje vez in poznanstev, saj ima zdravstveno polico, zavarovanje za hiter dostop do obravnave v mreži zasebnih izvajalcev. Sklenite tudi vi zdravstveno polico in si zagotovite dostop do zdravnika, ko ga potrebujete, tudi na daljavo. Varuh zdravja. Ustanavljate ali pa že vodite mlado inovativno podjetje z globalnimi ambicijami in potrebujete dodaten pospešek? Startup Plus program Slovenskega podjetniškega sklada vam s pravo kombinacijo finančne in vsebinske podpore zagotavlja vse, kar potrebujete za hitro globalno rast svojega startupa ali scale-upa. Program nadgrajuje temeljno podjetniško infrastrukturo v Sloveniji in najambicioznejšim podjetjem zagotavlja celostno javno-zasebno podporo za uresničevanje njihovih drznih ciljev. Program vašemu podjetju zagotavlja skupaj za več kot 700 tisoč evrov financiranja, udeležbo v več kot 10 programih, osebnega mentorja in aktivno mreženje v podjetniški skupnosti. Še tako originalna ideja brez kapitala nima veliko možnosti za uspeh. Startup Plus program združuje 3 finančne produkte. Zagonsko spodbudo 5.2, s katero pridobite 54 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Konvertibilno posojilo SK75 v višini 75 tisoč evrov, so investiranje SISK do 600 tisoč evrov, s katero Slovenski podjetniški sklad podvoji zasebno investicijo poslovnih angelov, skladov ali korporacij. Zgolj denar redko zadostuje, ko gre za ustvarjanje uspešne podjetniške zgodbe. Zato vam Startup Plus program omogoča, da s pomočjo več kot 140 skrbno izbranih mentorjev pridobite neprecenljive izkušnje, dodatno znanje in nadgradite svojo mrežo povezav. Še več, poleg dostopa do mentorjev imate možnost tudi udeležbe v več kot 10 praktičnih in ciljno usmerjenih programih z vrhunsko vsebino in izkušenimi strokovnjaki. Ti programi so pospeševalniški program Push to Start za prejemnike P2 in SK Growth Camp za prejemnike SK Investicije, Startup Klinika za diagnosticiranje in odpravljanje najbolj kritičnih točk poslovanja, program INTL za učinkovito internacionalizacijo startupov in scale-upov, CorpoStart program za uspešno iskanje sinergij s korporacijami, specializiran vertikalni pospeševalnik Hardware Start za podjetja, ki razvijajo strojno opremo, program Next Round za pripravo na sodelovanje z domačimi in mednarodnimi investitorji in povezovanje z njimi. Konferenca Podim, najvplivnejši startup in tehnološki dogodek v srednji in vzhodnji Evropi, namenjena povezovanju inovacij s poslovnimi priložnostmi, kapitalom in znanjem. Specializiran program Scale Upgrade za povezovanje, medsebojno učenje in mreženje scale-up podjetij. Pospeševalnik prodaje za dvig prodajnih kompetenc in lažje doseganje letnih prodajnih ciljev. Dogodek Team Building za povezovanje in druženje deležnikov podjetniškega ekosistema. Spletišče www.startup.si, na katerem najdete vse programe za startup in scale-up podjetja, dogodke, ukrepe, pobude, novice, priložnosti in ključne deležnike, informacijsko in promocijsko podpira in zaokrožuje paleto Startup Plus programov. Na Slovenskem podjetniškem skladu si bomo še naprej prizadevali za zagotavljanje najboljših pogojev za razvoj startup in scale-up podjetij v Sloveniji. Kako lahko tudi vam pomagamo na podjetniški poti? Obiščite nas na naši spletni strani. Spoštovane podjetnice in podjetniki,
Kot več ali manj vsi aktualni dogodki, bo tudi letošnji vrh malega gospodarstva potekal virtualno. Preko 200 podjetnic in podjetnikov nas v tem trenutku spremlja preko videokonference, pričakujemo pa, da se nam bodo v naslednjih trenutkih pridružili še številni drugi. Rdeča nit 9. vrha malega gospodarstva je preživeti zimo in izkoristiti nove priložnosti. Z nami ste podjetniki, predstavniki Slovenskega podjetniškega sklada, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, svetovalci za podjetništvo in tudi številni drugi. Program bom povezoval Aleš Ugovšek iz Gospodarske zbornice Slovenije, ta pa bo trajal dobri 2 uri, saj vrhu malega gospodarstva ob 17. uri sledi še vrh slovenskega gospodarstva, kamor ste vsi tudi najtopleje vabljeni. Naj na kratko predstavim program. Po uvodnih pozdravih generalne direktorice Gospodarske zbornice Sonje Šmuc in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška bomo spoznali, kako posluje malo gospodarstvo in s katerimi ukrepi mu je na pomoč priskočila država. Brane Lotrič, predsednik podjetniško-trgovske zbornice na Gospodarski zbornici Slovenije, nam bo predstavil pričakovanja in zahteve malega gospodarstva. Sledila bo zanimiva okrogla miza z naslovom Kako preživeti zimo in izkoristiti nove priložnosti, na kateri bodo sodelovali predstavniki podjetij, Slovenskega podjetniškega sklada in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. No, na koncu pa bomo prisluhnili še predstavitvi predlogov gospodarstva ter Branetu Lotriču za zaključni komentar. Pa bodi dovolj za tale uvod in prvo uvodno besedo predajam generalni direktorici Gospodarske zbornice Slovenije Sonji Šmuc. Dobrodošli udeleženci 9. vrha malega gospodarstva, ki poteka tokrat v res izrednih razmerah in povsem drugače, kot smo vajeni. Letos smo si zastavili za cilj pogovoriti se o tem, kako preživeti zimo in izkoristiti nove priložnosti. Vsa podjetja, predvsem pa malo gospodarstvo, se sooča z zelo globokimi posledicami, ki jih je povzročila epidemija globalnih razsežnosti. Malo gospodarstvo po oceni analitike Gospodarske zbornice Slovenije predstavlja okoli 120.000 subjektov, ki so v letu 2019 predstavljali polovico prihodkov v zasebnem sektorju, 60% dodane vrednosti in 70% zaposlenih. Torej vsako 7 od 10 delovnih mest v zasebnem gospodarstvu je v malem gospodarstvu. Leto 2019, se ga še spomnite, je bilo najuspešnejše v zgodovini tako malega gospodarstva kot pri velikih družbah. Vendar je potem letos udarila korona z vsemi njenimi posledicami. In za vsako od teh posledic so zgodbe posameznikov, podjetij, družin, velike skrbi, nelagodje, strah pred današnjim dnem, še bolj strah pred jutrišnjim dnem. Podjetniki se sprašujete, kako ohraniti delujoče podjetje, kako ohraniti zaposlitve sodelavcev, kako izpolniti dogovore, kako preživeti. Vlada je v tem času sprejela že 6 protikoronskih zakonodajnih paketov, ki skušajo omiliti posledice, ne morejo pa jih izničiti. V sprejemu je 7. paket. Ker je drugi val epidemije koronavirusa še vedno v polnem razmahu, je velik del gospodarstva zaprt že drugič. Nekatere dejavnosti tudi po več mesecev. Zato kličemo k sprejemu dodatnih ukrepov za ohranitev gospodarstva in k okrepitvi nekaterih obstoječih rešitev, ki so se izkazale za dobre. Za premagovanje razmer smo na Gospodarski zbornici Slovenije vladi in pristojnim ministrstvom predlagali nabor sistemskih ukrepov. Med drugim enoletno prestavitev dviga minimalne plače, dvig povračil za kritje fiksnih stroškov, poenostavitev poroštvene sheme zlasti za mala podjetja, pa tudi 6-mesečno podaljšanje ukrepov, ki se iztečejo konec leta, kot so temeljni dohodek, nadomestilo za karanteno oziroma višjo silo zaradi varstva otrok, tudi povračila za SP in mikropodjetja. Tudi ukrep čakanja na delo naj se podaljša do 30.6.2021. S torkom je vlada po posvetu z gospodarstvom in zdravstveno stroko vendarle omogočila ponovno odprtje nekaterih dejavnosti vsaj za nekaj časa. To so frizerji, kozmetični saloni, cvetličarne, avtopralnice in kemične čistilnice. V omejenem obsegu je sprostila javni prevoz, ponekod omilila medobčinsko gibanje in ponekod odprla tudi nekatere trgovine.
Tudi v drugih dejavnostih gospodarstva pričakujemo rahljanje ukrepov, kajti zaprti smo predolgo. Želimo delati. Predvsem se pa zavzemamo, da ne bi prišlo do še ostrejših ukrepov za zajezitev širjenja epidemije, ki bi pomenili popolno zaprtje gospodarstva. Da nam uspe iz te krize iziti močnejši, moramo prispevati vsi. Zato na tem mestu pozivam, da še enkrat preverite uvedene zaščitne ukrepe in zagotovite njihovo spoštovanje med zaposlenimi. To je edina pot, s katero sami prispevamo k zajezitvi epidemije in k temu, da ne pride do še večjega lockdowna in da čim hitreje izplavamo iz sedanjih razmer. Epidemija bo malemu gospodarstvu v letošnjem letu odnesla 1,8 milijarde evrov dodane vrednosti. Zato bomo na današnjem vrhu gospodarstva pogledali, kateri so ključni izzivi poslovanja malega gospodarstva v tem trenutku, kateri ukrepi so za vas najbolj koristni, kaj vas najbolj tare in preverili, katere ukrepe bi bilo za zajezitev oziroma za to, da boste lažje prebrodili to res zahtevno zimo, potrebno še sprejeti. Po težki zimi se napoveduje še ena težka pomlad, vendar pa prihaja poletje. Poletje bi lahko ponovno prineslo sonce in veselje. Zato zdržimo, ker bo bolje. Najlepša hvala generalni direktorici Sonji Šmuc. V veliko čast in veselje pa mi je, da lahko napovem ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška. Spoštovani gospe in gospodje, veseli me, da vas danes lahko nagovorim na 9. vrhu malega gospodarstva. Pomen malega gospodarstva za Slovenijo je tako velik, da se skoraj zdi krivično govoriti o malem gospodarstvu. Malo gospodarstvo je v resnici veliko gospodarstvo, kar se je še posebno izkazalo v tej zdravstveni in gospodarski krizi. Večina gospodarstvenikov in podjetnikov se je vsem srcem trudila, da bi ohranjalo normalno poslovanje in razvojno naravnanost. Zdaj v mojih očeh veliko gospodarstvo in vam, spoštovani gospodarstveniki in podjetniki, izrekam neizmerno spoštovanje in hvaležnost. V Sloveniji se kar 99,8% vseh podjetij uvršča med mala in srednje velika podjetja. Ta predstavljajo hrbtenico našega gospodarstva, saj zaposlujejo okoli 70% ljudi in ustvarjajo 65% prihodkov vseh podjetij. Vendar pa negotovost in posledice zdravstvene krize puščajo posledice tudi na tem segmentu gospodarstva. Vlada Republike Slovenije se preko sprejemanja protikriznih paketov trudi, da bi bile te posledice čim manjše. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo si prav tako prizadevamo, da bo v okviru načrta za okrevanje in odpornost, kot tudi nove finančne perspektive, dovolj sredstev za spodbujanje razvoja ter inovacij in podporo vsem malim in srednje velikim podjetjem. V tem trenutku je izjemnega pomena to, da bomo znali podpreti prave razvojne projekte, ki bodo pospeševali produktivnost, hkrati pa omogočali dvojni, to je zeleni in digitalni prehod. Naše ministrstvo prav tako že več let gradi sistem podpornega okolja za podjetništvo in inovativnost, ki ga sestavljajo 12 točk spod svetovanje, kjer lahko podjetniki in potencialni podjetniki pridobijo brezplačno pomoč v obliki podjetniškega svetovanja, informiranja in usposabljanja. Subjekti inovativnega okolja, ki igrajo pomembno vlogo pri podporni inovativno naravnani podjetniških zamislih, podporno okolje za digitalizacijo in digitalno transformacijo gospodarstva v okviru digitalnega inovacijskega stičišča. Pomembno vlogo pri tem imata agencija Spirit in Slovenski podjetniški sklad, preko katerega oblikujemo finančne spodbude. Za podporo malim in srednje velikim podjetjem, startupom, scale-upom, za zmanjševanje vrzeli pri dostopu do finančnih sredstev in pri dostopu do vsebinske podpore, za omogočanje sofinanciranja različnih poslovnih storitev preko vavčerskega sistema.
Znotraj nove finančne perspektive bo posebna pozornost namenjena tudi internacionalizaciji MSP-jev. Pri tem bomo spodbujali predvsem oblikovanje partnerstev podjetij na tujih trgih, vstop na tuje trge prek mednarodnega razvojnega sodelovanja, promocijo in krepitev blagovnih znamk, proizvodov in storitev slovenskih podjetij na tujih trgih, peljavo poslovnih modelov na področju trajnosti in digitalizacije, financiranje študij izvedljivosti in pilotno-demonstracijskih projektov, sejemskih nastopov, elektronskega poslovanja ter nadaljnjo podporo MSP-jem v okviru Spot Global. K temu dodam še finančne spodbude, oblikujemo in izvajamo tudi preko SID banke in Slovenskega regionalnega razvojnega sklada. Nadaljujemo tudi z delom na področju debirokratizacije preko Strateškega sveta za debirokratizacijo, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije in preko katerega smo prejeli kar nekaj dobrih predlogov za gospodarstvo, na primer znižanje stopnje davka od dohodkov iz kapitala iz 27,5 na 25%, uvedba 20% davka na ustvarjeni dobiček pri kriptovalutah, pokrivanje izgube v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb pri malih podjetjih in SP-jih, omogočitev upokojencem, da delajo, poenostavitve postopkov v javni upravi, zlata vizumska shema, krajši postopki za pridobivanje dovoljenj za tujce, poenostavitve pri čezmejnem poslovanju. Za učinkovito soočanje z družbenimi izzivi potrebujemo tudi učinkovito industrijsko politiko. Zato smo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj z Gospodarsko zbornico in ostalimi deležniki pripravili novo slovensko industrijsko strategijo 2130, ki temelji na zelenem, ustvarjalnem in pametnem razvoju. Z izvajanjem industrijske strategije želimo premikati meje razvoja ter krepiti inovativnost in konkurenčnost v primerjavi z ostalimi deli sveta. To bo hkrati omogočilo gospodarstvu lažje obvladovanje sprememb, kar je ključni dejavnik uspeha v 21. stoletju. Na koncu vam želim, da kljub težkim razmeram ohranjate razvojno miselnost in pogum. Sreča je namreč, ko pravimo na strani pogumnih. Želim vam mirne in zdrave prihajajoče praznike, danes pa uspešno konferenčno popoldne. Najlepša hvala. Kako je poslovalo malo gospodarstvo? Kako se čutijo trenutne razmere? Poglejmo, kako to vidi glavni ekonomist Gospodarske zbornice Bojan Ivanc. Pozdravljeni še z moje strani. Malo gospodarstvo predstavlja približno 120 tisoč poslovnih subjektov, v katere seveda spadajo številne mikro-majhne družbe, tudi srednje, zadruge, samostojni podjetniki in nekateri drugi samostojni poklici. V sami osnovi je pa v bistvu pomen tega dela gospodarstva zelo velik. Torej predstavlja polovico prihodkov, vendar 60% dodane vrednosti in pa 70% vseh zaposlenih oseb. Zelo pomembno pri malem gospodarstvu je, če pogledamo v lanskem letu, da je dejansko poslovalo, podobno seveda kot veliko gospodarstvo, precej dobro. Torej prihodki, dodana vrednost, zaposleni, vse te kategorije so bile na rekordnih ravneh, prav tako dobičkonosnost. In če pač nekako pogledamo, kakšna je bila torej bilanca preteklega leta, lahko res rečemo, da se je dodana vrednost kar precej povečala pri družbah za 9%, pri samostojnih podjetnikih za okoli 5% in pa zelo pomembno, po nekaj letih rasti zaposlovanja, v bistvu se je to celo še dodatno pospešilo in je v bistvu naraslo nekje za 4%, tako pri družbah kot pri samostojnih podjetnikih. Na tem grafu dejansko lahko vidite, kako se je v bistvu izboljšala dinamika poslovanja malega gospodarstva, predvsem z vidika dveh ključnih matrik, to je EBITDA, modra krivulja in pa dodana vrednost, ki je, kot vidite, narasla potem v letu 2019 nekje na vrednost 14 milijard evrov. Znotraj sektorjev je bilo seveda v letu 2019 rast najbolj prisotna v sektorju IKT,
sektorju financ in pa strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, pa tudi v prometu in skladiščenju in poslovanju z nepremičninami je bila rast prisotna, deloma tudi v gostinstvu, torej leta 2019, ko se je zaključilo, je bilo v bistvu z vidika turizma relativno dobro leto. Na drugi strani lahko tukaj vidimo tudi, kako se je v bistvu dobičkonosnost malega gospodarstva potem do leta 2019 precej izboljšala, kako se je relativna zadolženost v bistvu ostala relativno nizka, dejansko se je v bistvu že od leta 2013 precej znižala in je ostala nekje na relativno ugodnih nivojih. In seveda to je v bistvu tudi pomembno tudi z vidika izzivov, s katerimi se malo gospodarstvo sooča dejansko v letošnjem letu in jih nekako tale grafika najbolj naslavlja. Torej v letošnjem letu nekje pričakujemo 6,5% padec bruto domačega proizvoda, ki bo seveda na poslovanje malih subjektov imel nekoliko večji negativni učinek kot pa na velike subjekte, kar je običajno pri vsaki takšni podobni krizi je vedno prisotna ta diskrepanca. In kot vidite, v naslednjem letu oziroma v naslednjih 2 letih vseeno pričakujemo, da bo lahko gospodarstvo kot celota nekako nadomestilo ta izostanek rasti, ki je bil pač prisoten v letošnjem letu, ki je bil seveda zaznamovan predvsem za prvim, oziroma tudi drugim valom zajezitvenih ukrepov. Ključni trendi, ki so nekako zaznamovali letošnje, torej leta 2020, so bili torej sama pandemija oziroma zajezitveni ukrepi, proti katerim seveda se je pa slovenska država in tudi druge države poskušale boriti v tem smislu, da so pač določene ukrepe sprejele, s katerimi so seveda omilile negativne učinke na samo gospodarstvo. Predvsem je bilo zelo veliko sprejetih ukrepov, ki nekako ohranjajo moč domače potrošnje, torej možnost čakanja na delo oziroma skrajšanega delovnega časa je seveda ohranilo številna delovna mesta, tako da na letnem nivoju v bistvu število zaposlenih se ne bo znižalo približno za več kot 1% oziroma število samostojnih podjetnikov praktično je nekje na podobnem nivoju celo kot lani oziroma celo nekoliko višje. Potem seveda so bili pa še ukrepi, ki so nekako ohranili moč domače potrošnje. To so bili recimo izredno zaposleni v javnem sektorju spomladi, potem je bilo izplačilo dodatkov upokojencem in turističnim in nekako pomogel k izboljšanju turizma vsaj v poletnih mesecih. Tudi odlog plačila kreditnih obveznosti in tudi davčnih obveznosti je nekako omogočil subjektom, da so te zahtevne čase lažje premostile. Zelo pomembno pa seveda je to, da v bistvu v letošnjem letu, pa tudi v naslednjih letih, nekako država planira spodbuditi več investicij tudi s pomočjo evropskih sredstev. Seveda tudi v letošnjem letu lahko vidimo, da v bistvu vrednost upravnih gradbenih del ostaja nekje na podobnem ravni kot v lanskem letu. Tako da tukaj pričakujemo tudi za naprej, mogoče če podamo malo pogled naprej, precej pozitivno dinamiko. Z vidika izvoza je seveda zelo bilo pomembno, da je država omogočila tudi zavarovanje terjatev na evropskih trgih, kar prej ni bilo mogoče. Tudi bančna poroštvena shema oziroma še v večji meri posojilna sredstva SID banke oziroma sklada za podjetništvo so nekako pripomogla k temu, da so lahko tudi manjši subjekti nekako še naprej poslovali brez večjih težav z nelikvidnostjo, tako da tudi pogled na insolvenčne postopke nam poda sliko, da se praktično niso povečali glede na lansko obdobje. Seveda pa zelo pomembno za samo okrevanje je tudi to, da so tudi drugi evropski države sprejeli nekako podobne ukrepe, s katerimi poskušajo ohraniti oziroma dvigniti povpraševanje. Seveda pa v času zajezitvenih ukrepov je to izrazito težko, ko seveda potrošniki čisto iz varnostnih vidikov seveda ne morejo izvajati trošenja, verjetno pa do tega v večji meri potem prišlo takrat, ko dejansko bodo določeni zajezitveni ukrepi odpravljeni. Tukaj so še nekako manj odporne dejavnosti, torej tiste dejavnosti, ki so jih morda zajezitveni ukrepi precej bolj prizadeli, seveda tukaj je v prvi meri tujski turizem, še posebej mestni turizem, torej destinacije na goste izven EU. Toda turizem je v sami osnovi v bistvu tudi zelo pomemben za malo gospodarstvo, torej tam niso zgolj velike hotelske verige, ampak je tudi malo gospodarstvo zelo vezano na turizem, tako da tukaj je bil v bistvu učinek kar precej negativen. Tudi pri organizaciji množičnih prireditev je malo gospodarstvo zelo pomemben akter. Tukaj so organizacije različnih koncertov, kongresov, kulturnih, športnih dogodkov, tukaj je bilo kar nekaj omejitev, oziroma praktično te prireditve letos
niso bilo mogoče organizirati v naslednjem letu, jih je kar nekaj tistih, ki so bili že danes odpovedani, tako da tukaj bo učinek nekoliko bolj daljnosežen kot drugje. In pa tudi pri potniškem prometu, torej tukaj v bistvu predvsem potniški promet je bil tisti, ki je bil enako zaustavljen en del leta, tako da tudi tukaj bodo v bistvu subjekti beležili torej nižjo realizacijo. Potem seveda tudi gostinstvo se je lahko do določene mere sicer prilagodilo za dostavo, vendar vseeno verjamemo, da bo utrpelo v letošnjem letu kar velik izpad realizacije in pa seveda ne smemo pozabiti osebne storitve, torej masaže, wellness, fitnessi, torej tukaj in pa podobne osebne storitve, ki so dejansko tudi z odloki kar nekaj časa prepovedani. Tukaj so pa nekako še bolj odporne dejavnosti, torej to so tiste, kjer v bistvu gospodarstvo ne beleži tako velikih negativnih učinkov zaradi same pandemije, to je v prvi meri industrija oziroma znotraj te farmacevtska industrija, prehrana, elektronika, potem seveda e-trgovina, torej tisti v bistvu igralci, ki so dejansko imeli e-trgovino že nekako kot pomemben prodajni kanal, so lahko lažje nekako preživeli upad poslovanja v fizičnih trgovinah, potem so seveda določene IKT podporne storitve, kjer so morda mali subjekti tudi kar precej pomembni, tukaj v bistvu je bilo nekaj več realizacije oziroma povpraševanja, medtem ko so določene večje razvojne investicije na tem področju seveda zaostale oziroma so jo zamrznili in pa seveda tudi tiste javne storitve, kjer je v bistvu plačnik država, so se nekako še naprej izvajale oziroma je vsaj država pokrivala del teh stroškov. Zdaj pa pojdimo malo pogledati še v bistvu na dinamiko pričakovanj za naslednje 2 leti, torej kot vidite v tej tabeli, dejansko pričakujemo, da se bo industrijska proizvodnja v naslednjem letu povečala in tudi v letu zatem, prvem letu za 5, potem za 3%. Zelo pomembno za malo gospodarstvo trgovina na drobno, brez goriv, torej tukaj pričakujemo, da tudi v letošnjem letu ne bo upadla, torej da bo nekako realna sprememba prihodkov celo rahlo pozitivna, medtem ko v naslednjem letu vseeno pričakujemo odboj, predvsem zaradi večje prodaje vozil z motornimi vozili, torej v tem delu trgovine nekako pričakujemo odboj, deloma v bistvu so potrošniki prestavili nakupe teh večjih izdelkov in seveda to bo imelo potem vpliv na nekoliko večjo rast v naslednjih 2 letih. Tudi za gradbeništvo smo relativni optimisti, tukaj menimo, da bo država poskušala prek različnih lokalnih, tudi državnih projektov nekako pospešiti določene projekte, kar bo dejansko blagodejno vplivalo tudi na male izvajalce gradbenih del. Z vidika storitvenih dejavnosti, kjer je pa malo gospodarstvo tudi v bistvu bolj nekako, kjer je v bistvu za malo gospodarstvo ta del dejavnosti še bolj pomemben kot v ostalih, lahko rečemo, da tukaj pričakujemo tudi kar velik odboj rasti. Kot vidite, predvsem pri gostinstvu bo ta močan, to je jasno, logično pričakovano glede na letošnji visok padec in seveda izviralo bo predvsem iz tega, da pričakujemo, da bo seveda del turistov se vrnil in posledično pozitivno prispeval k rasti poslovanja v tem sektorju. Tudi za transport pričakujemo, da bo lahko izboljšal poslovanje, torej da zajezitveni ukrepi ne bodo več prisotni in pa seveda tudi druge dejavnosti, tukaj ocenjujemo, da bo rast prisotna. Zdaj pa, če pogledamo še malo z vidika agregatnih bilanc malega gospodarstva, torej kot sem že na uvodu nekako omenil, v letošnjem letu pričakujemo, da bo v bistvu z vidika prodaje dodane vrednosti malo upadla dvoštevilčno, približno 14%, dodana vrednost za 12%, tudi produktivnost se bo močno znižala, vendar na drugi strani menimo, da bo v bistvu v naslednjem letu rast prisotna, bo sicer nekoliko nižja, to pomeni, da bomo verjetno ta zaostanek nekje za letom 2019 lahko nadomeščali še v letu 2022, verjetno še v prvi polovici leta. Tako da v naslednjem letu vseeno pričakujemo nekoliko večji odboj prodaje dodane vrednosti malega gospodarstva kot pa večjega, kar je skladno s tem, da pač v letošnjem letu bo padec v malem gospodarstvu večji, zato seveda logično pričakujemo tukaj nekoliko večji odboj kot pa pri velikih družbah. Tudi pozoril bi se mogoče še na to, število zaposlenih po delovnih urah bo v letošnjem letu upadlo, to je predvsem tudi z tega vidika, da v bistvu ta podatek izhaja in seveda upošteva tudi tiste zaposlene, ki so na čakanju na delo oziroma skrajšanem delovnem času, medtem ko v naslednjem letu seveda pričakujemo, da bodo podjetja manj koristila te možnosti oziroma bodo verjetno samo v začetku leta, potem po našem osnovnem scenariju vseeno pričakujemo,
da bo lahko gospodarstvo nemoteno poslovalo, oziroma da bo verjetno cepivo, oziroma da bo cepivo nekako prišlo v Slovenijo in pač pozitivno prispevalo k temu, da bomo lahko zajezitve ukrepe odpravili. S tem nekako zaključujem in hvala lepa za vašo pozornost. Gospodarska zbornica Slovenije je tekom leta izvedla več anket med malim gospodarstvom. Kako čutite probleme, kaj predlagate in tudi kje vidite rešitve? O tem in še več smo spraševali mala podjetja in prisluhnimo Andreju Brvarju, direktorju Infocentra Gospodarske zbornice Slovenije, kaj so pokazale ankete. Andrej, beseda je tvoja. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Na zbornici smo v letošnjem letu redno in tudi večkrat kot običajno spremljali poslovna pričakovanja med našimi člani. Vlada Republike Slovenije je že na začetku pandemije pripravila vrsto ukrepov za pomoč podjetjem zaradi širjenja COVID-19. Da bi določili obseg programov in potrebna sredstva za izvedbo teh ukrepov, smo na podlagi prve ankete pripravili oceno o obsegu posledic in številu gospodarskih subjektov, ki so takrat že bili poslovno prizadeti oziroma so pričakovali, da bo do tega prišlo v naslednjih dnevih, tednih ali mesecih. Na podlagi druge ankete smo preverjali izvedbo interventnih zakonov in uredb, ki so na eni strani omejevale mobilnost, zagotavljajo počasnejše širjenje koronavirusa, na drugi strani pa postavljajo podjetja v zelo podrejen položaj glede na spremenjene pogoje poslovanja, omejitve javnih prevozov, omejitve prehajanja mej in druge težave, na katere ste nas opozarjali v tej anketi. V mesecu aprilu smo izvedli 2 panožni analizi med tako velikimi, srednjimi kot tudi malimi in mikropodjetji. Mikro in mala podjetja so že v mesecu aprilu več kot 80% napovedala znižanje prihodkov za več kot 10%. Celo polovica od teh, 42%, je napovedalo upad več kot 30%. V mesecu juniju, po končani pandemiji, takrat spomladni, smo izvedli anketo med 270 podjetji, ki pa so ugotovila, da bo delež padca prihodkov skorajda 17%. V tej isti anketi smo podjetja povprašali, kdaj pričakuje povrnitev rasti prihodkov od prodaje na isto raven. Skorajda 60% jih je navedlo leto 2021 in sicer polovica od teh do 30.6. in druga polovica po 30.6.2021. Če bi to vprašanje postavili danes, bi verjetno bili odgovori drugačni, torej več po 30.6.2021. Zadnja anketa, ki pa smo izvedli v mesecu novembru, smo poimenovali poslovna pričakovanja v luči druge faze zajezitvenih ukrepov. Na njo v tej anketi je sodelovalo 488 podjetij, od tega 30% iz industrije ter 70% podjetij, ki delujejo na področju storitvenih dejavnosti. Struktura skorajda polovica, natančneje 42% mikropodjetij, sledijo majhna podjetja s 26% in skorajda 20% med njimi je bilo srednjih podjetij. Delež velikih podjetij v tej anketi znaša 13%. Klasično vprašanje, s katerim najpogosteje povprašamo, je, kakšno spremembo čistih prihodkov od prodaje pričakujete. Če je bilo v mesecu juniju ta delež minus 17%, so podjetja v povprečju v novembrski anketi navedle padec prihodkov za 20,5%. Industrija je napovedala 10% padec tako na medletni ravni kot tudi na ravni zadnjega četrtletja, medtem ko pri storitvah je na medletni ravni padec pričakovan približno 26%, na četrtletni ravni pa skorajda 40%. Na levi strani, če pogledate, vidite, da
bodo največji padec prihodkov zabeležila mikropodjetja. Na medletni ravni 30%, na četrtletni ravni, torej zadnjo četrtletje letošnjega leta v primerjavi z zadnjim četrtletjem lanskega leta, pa celo 42%. Slika se potem glede na velikostno strukturo podjetij izboljšuje, čeprav vsi beležijo padec prihodkov. Drugo vprašanje, ki je zelo pomembno pri naši raziskavi, je bilo vprašanje o spremembi števila zaposlenih na letni ravni. Povprečni odgovor je bil zmanjšanje števila zaposlenih za 9,2%, junija je bil ta odstotek 9, torej padec za 9%. Največji delež padca oziroma največji padec pri številu zaposlenih se pričakuje v kategoriji malih podjetij oziroma mikropodjetij, kjer je ta delež celo 15%. Še zadnje vprašanje, ki je zelo zanimivo in kaže razliko med velikimi in malimi podjetji je, povprašali smo jih, da rangirajo predloge, ki jih je GZS predlagala za uvrstitev v PKP7 in niso bili vključeni v dosedanje PKP-je. 30% mikropodjetij je na prvo mesto postavilo podaljšanje vseh ukrepov do 30.6. Na 7. mestu so bile povrnitve povračila nadomestil plač delavcev na začasnem čakanju in pa višji delež povračil fiksnih stroškov. Temu nekako so sledila tudi majhna podjetja, medtem ko na drugi strani opazimo, da je pri velikih in srednjih podjetjih najbolj pomemben ukrep preložitev uveljavitve določil zakona o minimalni plači do 1.1.2023. Celo 2/3 velikih podjetij je to postavilo na prvo mesto. Vsem hvala, ki ste sodelovali v vseh naših ali v eni od teh anket. Namreč z vašimi odgovori in predlogi lažje oblikujemo učinkovite predloge za podporo gospodarstvu. Hvala lepa. Država je sprejela vrsto ukrepov za podporo državljanom in tudi podjetjem. Protikoronska zakonodaja se je vseskozi dopolnjevala in spreminjala, posamezna ministrstva in službe pa so sprejemala odloke, predpise in druga navodila, ki naj bi pomagala prebroditi krizo. Ukrepe za gospodarstvo, s poudarkom na ukrepih, ki so najbolj primerni seveda za mala podjetja, bo predstavil direktor pravne službe na Gospodarski zbornici Slovenije Marko Đinović. Dober dan in lepo pozdravljeni. Moja naloga je, da vam v naslednjih 10 minutah predstavim časovni pregled interventne zakonodaje in nekaterih ključnih ukrepov za podjetja, pri čemer se bom zaradi grozeče preobsežnosti omejil predvsem na delovno-pravno področje. V času od pojava virusa COVID-19 dalje je bilo sprejetih več zakonodajnih paketov, tako imenovanih PKP-jev, ki jih vsi poznamo. Njihov namen je bila pomoč gospodarstvu in državljanom pri soočanju z epidemijo in njenimi posledicami. Mnogo ukrepov je bilo namenjenih tudi ohranitvi delovnih mest pri delodajalcih, katerih poslovanje je epidemija najbolj prizadela. Nekateri od teh ukrepov so generalni in naslavljajo vsa podjetja, ne glede na velikost, posamezni med njimi, morda bi si želeli, da jih je več, pa so pripravljeni oziroma so bili pripravljeni prav za mala in srednje velika podjetja. Pred mano je sila zahtevna naloga, saj moram v 10 minutah napraviti sprehod skozi celo leto, ki je bilo, kot veste, zelo pestro in dinamično. Do sedaj je bilo sprejetih že 6 zakonodajnih paketov, pa vendar. Prvi sprejeti interventni zakon je bil tako imenovan zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki pa pravzaprav v tistem svojem bistvu, ko je ponudil možnost delnega povračila nadomestila plače za delavce na začasnem čakanju na delo, ni zaživel, saj je bil že dne 11.4. v veljavi nov zakon, tako imenovan PKP1,
ki je to področje na novo uredil. Zdaj, s PKP1 se je poleg delnega povračila nadomestila plače za delavce na začasnem čakanju na delo uredilo tudi povračilo nadomestil plač delavcev zaradi odrejene karantene od 29. marca do 30. maja, odlog plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in tudi kmete, ki so zapadli v plačilo v aprilu, maju in juniju, in pa še nekateri drugi ukrepi. Kaj hitro je sledil že PKP2, ki je pa določil posamezne drugačne pogoje za upravičenost delodajalcev do povračila nadomestila plače za delavce, ki so čakali na delo. Zakon, ta PKP2, je določal tudi ukrep oprostitve plačila prispevkov za samostojne podjetnike, kmete ter izplačilo mesečnega temeljnega dohodka v obdobju od 13.3. do 31.5. No, potem je bila tudi novela omenjenega zakona, pri čemer pa velja poudariti, da je novela uvedla tako imenovano novo pravilo de minimis, in sicer je po tem pravilu izplačilo sredstev nad 800.000 evrov na posamezno podjetje vezano na dodatne pogoje oziroma precej zapleten postopek dokazovanja višine dejanske škode. Kar nekaj časa smo čakali tudi na ustrezno metodologijo za dokazovanje te škode. Poudariti velja, da po omenjenem zakonu delodajalec, ki je uveljavil pomoč iz naslova čakanja na delo, bo moral v primeru, da je od 13.3. dalje prišlo do izplačila dobička, nakupa lastnih delnic ali poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, ki so izplačane v letu 2020 oziroma za leto 2020, da bo moral v teh primerih prejeta sredstva vrniti z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi. Že konec maja 2020 smo na to dočakali PKP4. Ta je s 1. junijem prinesel en zelo pomemben inštrument, in sicer delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa v obdobju od 1.6.2020 do 31.12.2020 za tiste delodajalce, ki po njihovi oceni najmanj 10% zaposlenih mesečno ne morejo zagotavljati najmanj 90% dela. Takšna logika je bila sprejeta. Hkrati je PKP4 tudi podaljšal delno povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo in tudi nekoliko modificiral pogoje, pod katerimi so delodajalci do tega ukrepa upravičeni. PKP4 je določil tudi, kar je pomembno, da tisti delodajalci, ki so prejeli subvencijo za skrajšani polni delovni čas, da bodo morali ta prejeta sredstva vrniti z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi v primeru, zopet, če bo od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačil dobičkov, nakupov lastnih delnic ali poslovnih deležev oziroma izplačevanja nagrad oziroma poslovne uspešnosti poslovodstvu. Na to je sredi poletja, ko je bilo vsaj navidezno zatišje, sledil PKP5, ki je v osnovi podaljšal ukrep povračila nadomestila plače delavcev na začasnem čakanju na delo. Ukrep je bil nato z sklepom vlade podaljšan do 30.9. Kot vidite, je vse skozi prihajalo do podaljševanja tega ukrepa čakanja na delo, tudi na zelo močno prigovarjanje Gospodarske zbornice Slovenije. Poleg podaljšanja omenjenega ukrepa pa smo čez poletje dobili tudi novo ureditev povračila nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene v obdobju 11.7. do 30.9. Pri čemer je pa višina nadomestila, ki pripada delavcu, različna, in sicer se giblje med 50 in 100
odstotkov osnove, odvisno pač od razlogov za odreditev karantene. No, nedolgo nazaj, konkretno 28. novembra, pa je na to stopil v veljavo zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, tako imenovan PKP6. Ta pa prinaša nekaj povsem novih ukrepov in podaljšuje oziroma spreminja določene že obstoječe ukrepe. Zdaj med novimi ukrepi je sigurno na prvem mestu delno kritje fiksnih stroškov, gre za povsem nov koncept državne pomoči, v skladu s katerim lahko pravne ali fizične osebe, ki so bile registrirane najkasneje do 1. septembra 2020, v primeru zmanjšanega obsega poslovanja zaprosijo za pomoč v obliki delnega kritja fiksnih stroškov. Sedaj seveda ne moremo zahajati v natančne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za upravičenost subjekta do te pomoči, pa vendar samo na splošno rečeno gre za osrednji ukrep po PKP6. Za omeniti je tudi informatizacijo postopka prijave dela na domu. Odslej lahko delodajalci zahtevane vsebine v zvezi s prijavo dela na domu vnesejo v elektronski obrazec ali oddajo preko sistema SPOT, kar nekoliko olajša samo administracijo. Omembe vredna je tudi oprostitev najemnin, gre za poslovne najemnine, seveda v primerih, kadar je najemodajalec država ali lokalna skupnost. Tukaj gre seveda za ukrep omejenega dometa, ne nanaša se na vse najemnine, jasno, ampak zgolj tiste, pri katerih je najemodajalec pravna oseba javnega prava, torej Republika Slovenija ali lokalna skupnost, in seveda ta ukrep gre v breme proračuna. Nov ukrep je tudi oprostitev uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj Evropske unije. Poleg teh novih ukrepov PKP6 zaznamuje tudi podaljšanje oziroma sprememba nekaterih že veljavnih ukrepov. Zlasti imamo tukaj v mislih povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo, ki je podaljšano do 31. januarja 2021 pod nekoliko modificiranimi pogoji, v katere pa zaradi časovnih omejitev seveda ne moremo zahajati. In pa nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile se tudi ureja v PKP6, in sicer bodo delodajalcem ta nadomestila plač povrnjena v naslednjih primerih, kadar gre za povračilo nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene na eni strani in pa v primerih višje sile na drugi strani. Do višje sile pa lahko pride zaradi obveznosti varstva, zaradi ustavitve javnega prevoza ali pa zaradi zaprtja mej. Nekateri drugi ukrepi PKP6 se nanašajo tudi na odlog plačila kreditnih obveznosti, spremembe pri poroštveni shemi za posojila podjetjem, odlog plačila davkov in prispevkov in še nekateri drugi ukrepi. Kot vidimo, medtem ko še niti do dobra nismo začeli izvajati 6. paket interventne zakonodaje, vlada že pripravlja 7. Situacija na področju sprejemanja ukrepov za pomoč gospodarstvu je zelo dinamična in se spreminja iz dneva v dan. Poleg vseh omenjenih zakonodajnih paketov imamo tu še dnevne spremembe odlokov, s katerimi se omejuje, prepoveduje, regulira ali drugače ureja upravljanje posameznih gospodarskih dejavnosti. Tako na področju trgovine, ponujanja blaga potrošnikom, gre za prehajanje medobčinskih državnih meja,
in ostale pogoje, ki pomembno vplivajo na poslovanje podjetij. Za mala podjetja je ključno, da vse omenjene ukrepe v prvi vrsti poznajo, se z njimi seznanijo, jih razumejo in jih kot take znajo kar najbolje izkoristiti v svoj prid. V tem delu smo vam seveda na Gospodarski zbornici Slovenije v pomoč z aktualnimi informacijami, posebno aktualno spletno stranjo, ki se imenuje Poslovni nasveti v času korona krize, ter jasno s strokovnimi nasveti tako na pravnem, finančnem, davčnem in še kakšnem področju. Kadar je to potrebno, seveda nimamo tudi odgovorov na vse, številni predpisi in ukrepi so plod zelo ekspeditivnega in hitrega dela in vsebujejo tudi nejasnosti, zato se za pridobitev pojasnil redno povezujemo tudi s pristojnimi inštitucijami in za vas pridobimo ustrezna tolmačenja in odgovore glede nejasnih določb. Zato bi vas za konec seveda na tem mestu povabil, da se v primeru vprašanj obrnete na nas. In s tem bi tudi zaključil svoj prispevek, ter se vam zahvalil za vašo pozornost. Ostanite zdravi in uspešno poslujte. Kako pa razmere in ukrepe države ocenjuje samo malo gospodarstvo? Na Gospodarski zbornici imamo med drugim tudi podjetniško-trgovsko zbornico, v okviru katere je povezano preko 1000 malih podjetij. Prisluhnimo Branetu Lotriču, predsedniku zbornice, ki bo predstavil oceno ukrepov, stanja in tudi predloge malega gospodarstva. Gospod Lotrič, predajam vam besedo. Spoštovane podjetnice, spoštovani podjetniki, spoštovani predstavniki vlade. V malih in srednjih podjetjih se zavedamo okolja in časa, ki nas pesti zaradi koronavirusa in z njim povezanih ovir pri podjetniškem poslovanju. Spoštujemo napore vlade, da omeji epidemijo in vzpostavi stanje, v katerem bomo lahko spet poslovali brez omejitev. Vendar pa se je potrebno zavedati zlasti, da imamo v Sloveniji obilico malih podjetij, ranljivejših podjetij, podjetij z manj stabilnim finančnim položajem in z manjšimi možnostmi preživetja ob omejitvah ali celo zapiranju gospodarstva, tako kot smo priča ta trenutek. Številna mala podjetja so ta hip na robu zloma, mnoga ne smejo, ne morejo poslovati ali pa ne morejo poslovati njihovi poslovni partnerji. Plačilna sposobnost je slabša, poslovanje je vedno bolj nestabilno in kot je poudaril guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle, aktivnost v storitvenih dejavnostih tudi v drugem valu pandemije postaja precej bolj ohromljena od aktivnosti v drugih dejavnostih. Zlasti pomisliti moramo zlasti na male. Številna podjetja so rezerve, ki so jih imela, porabila in sedaj dobesedno nimajo več od kod jemati za poplačilo najnujnejših obveznosti, tudi ne za plače zaposlenih in prispevke za socialno varnost. Sprejeti bo potreba dodatne ukrepe, ki bodo podjetjem omogočili pokrivanje stalnih stroškov na nek način, da bo država vsem prizadetim podjetjem omogočila pomoč, ki bo vsem dostopna, hitra in pod enostavnimi pravili. Že kar nekaj let se ukvarjamo z mislimi o spodbujanju podjetniškega razmišljanja, celo o uvedbi podjetništva v šole. Ampak ta trenutek smo podjetjem, tudi tistim iz delovno intenzivnih panog z nizko dodano vrednostjo, ki so pridobivala nove posle, vlagala v opremo, zaposlovala, ter se epidemiji navkljub razvijala, prometa iz poslovanja pa niso zmanjšala na največ 90% lanskega, z vladnimi ukrepi smo jih sporočili, da je razvoj nesmisel in da bo potrebno subvencionirana sredstva za nadomestilo plač in druga prejeta nadomestilo v naslednjem letu vrniti. To sporočilo ni spodbudno. In mala srednja podjetja imamo včasih občutek nerazumevanja podjetništva. Letni promet podjetja, kakšne smiselne povezave z izkazom poslovnega izida podjetja, pa z njegovo sposobnostjo večmesečnega pokrivanja stroškov poslovanja, nima, če podjetje določen čas v letu sploh ne sme ali ne more poslovati. Tako da moram reči, da izgubljamo zaupanje v podjetniško idejo. Število delujočih podjetij se zmanjšuje.
Teža stroškov dela se prenaša iz lastnih ustvarjenih in v času krize že porabljenih sredstev na Zavod za zaposlovanje. Statistični kazalci seveda malce zaostajajo, ampak realna situacija, december je tukaj, je, da je že v decembru v marsikaterem podjetju likvidnost zelo ogrožena. Izkušnja letošnjega leta, se bojim, vodi v odpuščanja, v prekarno zaposlovanje in v delo na črno v naslednjem letu. Tega si ne želimo. Mala srednja podjetja se zavedamo stanja, pripravljeni smo pomagati k izhodu iz epidemiološke krize, ampak vemo, da moramo za to plačati svoj davek. Ja, ampak ta davek ne more presegati sposobnosti podjetja, ta davek ne sme voditi k uničevanju podjetij in k ustvarjanju negotovega socialnega položaja z odpuščanjem, pa hkratnim izgubljanjem kompetenc podjetij za ponovno oživitev. Vsi računamo na čim prejšnjo oživitev gospodarstva in takrat morajo biti tudi mala podjetja v taki kondiciji, da bodo to zmogla. Precej malih srednjih podjetij, zlasti iz področja storitev, pri katerih je dodana vrednost nizka ali katerih poslovanje je bistveno zmanjšano, pri nekaterih celo popolnoma omejeno, se po plačilu stroškov dela in ostalih nujnih izdatkov že nahaja na robu likvidnosti ali so nekatera celo že preko tega roba. Tako da rešitev, če pride v januarju, bo prepozna. Podjetja imajo stroške in imajo prihodkov že ta trenutek. Neporavnane davčne obveznosti zaradi nelikvidnosti, pri nekaterih grožnja vračila prejete pomoči iz prvega vala, sproti nastajajoče stroški čakanja na delo, stroški odpravnin v primeru odpuščanj, neporavnane najemnine, druga bremena. To se bojim, da to bo povzročilo zapiranje dejavnosti in stečaje podjetij. Saj kakšen mesec se da te stvari zavleči, kakšen mesec tudi FURS potrebuje, da ugotovi, da nekdo ni plačal davkov. Tudi zaposleni potrpijo dan, 2, teden, 14 dni, nekateri celo mesec. Vendar bojim se, da je slabo stanje zelo blizu. Podjetniki in zaposleni, če se bo to začelo dogajati, bodo z neporavnanimi terjatvami iz naslova opravljenega dela pristali na Zavodu za zaposlovanje. In takrat bodo breme države. Torej, pričakujemo, da bo država to breme prevzela že zdaj, delala na ohranitvi delovnih mest in na možnostih za ponovno oživitev gospodarstva. Situacija, o kateri govorim, se ne bo zgodila nekoč kasneje. To se bo dogajalo v prvem kvartalu leta 2021. In upajmo, da bodo ukrepi za oživitev takrat že sprejeti, da bomo nekatera podjetja še rešili, seveda nekatera podjetja so pa že zdaj v zelo nezavidljivem položaju. No, če malce pogledamo, katero so tista najobčutljivejša področja, kjer terjamo spremembe, pričakujemo pomoč v malem gospodarstvu. Prva stvar, ki se je verjetno želimo vsi v gospodarstvu, je odpiranje dejavnosti povsod, kjer je možno zagotoviti spoštovanje zaščitnih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Seveda potem so pa malce težje zahteve in sicer financiranje izpadlih prihodkov s subvencioniranjem stalnih stroškov. Z vladno uredbo zaprte dejavnosti pričakujemo pokritje 80% izpadlih prihodkov glede na lansko leto. V nasprotnem primeru možnosti ponovnega zagona podjetij ne bo. 100% povračilo nadomestila za čakanje na delo do neke povprečne mesečne plače, ampak ne glede na velikost podjetja, ne glede na letni promet. Vsa podjetja, ki so bila zaradi korone prisiljena poslati zaposlene na čakanje, so upravičena do tega povračila. Pavšalno financiranje dela stalnih stroškov na zaposlenega za čas epidemije, posebno obravnavo podjetij, ki v času epidemije ne smejo opravljati dejavnosti, ne morejo, vrata so zaprta in so zaradi tega ali posredno ostala brez prihodkov. Oprostitev plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače za obdobje veljavnosti ukrepov v breme države, pa enotno obravnavo vseh zaposlenih glede pravice do bolniškega nadomestila, ne glede na izvor okužbe. Okuženi s koronavirusom naj bi dobili 100% zneska tudi za obdobje teh prvih 30 dni, ki jih sicer pokriva delodajalec. Od nekaterih podjetij dobivamo pripombe v zvezi s dolgotrajnim izplačilom pomoči, naj bo ta pomoč izplačana najkasneje v naslednjem mesecu, po mesecu odobritve. Pričakujemo lažji dostop do likvidnostne pomoči, ugodnejše pogoje pri tem,
davčne spodbude za delo nadaljavo, tako da bi se vlaganja, ki jih je delodajalec opravil za prilagoditev spremenjenega delovnega procesa, v celoti upoštevala kot davčna olajšava. In pa tukaj imamo opravka tudi z gospodarsko panogo, ki je res zelo v škripcih, turizem, tako da pri turizmu bi bilo potrebno nameniti neko posebno dodatno pozornost za preživetje malih podjetij povezanih s turizmom. Tukaj noter niso samo hoteli, nastanitve, tukaj noter so turistični vodiči, prevozniki, organizatorji, animatorji, kompletna struktura slovenskega turizma in ta struktura predstavlja steber ponovne oživitve. Seveda pa predlagamo tudi možnost razširitve koriščenja turističnih bonov na vse dejavnosti povezane s turizmom, pa tudi na kulturno, športno, sejemsko dejavnost. Skratka, oživiti moramo dejavnosti, ki so sedaj v težavah, in pa pri turističnem vavčerju morda še predlog, da bi za starostnike ta vavčer posegel tudi na področje dejavnosti storitev nege, fizioterapije, masaže, striženja, pedikure, drugih socialno-varnostnih storitev. Namreč težko je pričakovati, da bodo starostniki potovali na nekam, lahko tudi ne. Torej, dajmo jim možnost koriščenja teh vavčerjev. Mali trgovci zahtevajo izenačitev pogoje trgovinske dejavnosti, odprtje ob nedeljah s trgovci z naftnimi derivati, namreč ti prodajajo pri nedeljski prodaji živilske druge proizvode, ki niso osnovna ponudba bencinskih servisov. Mali trgovci imajo trgovine ob nedeljah zaprte, ne smejo odpreti. Gre za neenak pogoj. Težava se pojavlja pri subvencioniranju zaščitne opreme za preprečevanje koronavirusa v najbolj izpostavljenih institucijah, v bolnicah, v domovih za starejše osebe. Namreč prostovoljci, študentje medicinske smeri, ki so na praksi, zaposleni, podporne službe imajo težave pri nabavi zaščitne opreme, obstajajo omejitve, niso upravičeni in tako naprej. Tukaj seveda se pojavlja nek dodaten strošek, ki bi ga morala pokriti država, konec koncev gre za neko varnost in gre za omejitev korone. Srečujemo se tudi s težavami na trgu dela. Če bo prihajalo do odpuščanj, potem bo definitivno potrebno postopkovno in stroškovno poenostaviti zmanjšanje števila zaposlenih, povečati je potrebno fleksibilnost trga dela, ne v smislu enostavnega odpuščanja, ampak v bodoče tudi enostavnejšega zaposlovanja. Torej, ta trenutek je podjetje, ki je zaradi korone ogroženo, njegovo poslovanje ogroženo, je v težavah pri kreiranju števila delovnih mest, pri ohranjanju potrebnih delovnih mest. Še ena težava je, ki se pravzaprav rešuje, pa morda pobuda tudi strani malih podjetij, kar se tiče pogovorov o dvigu minimalne plače. Tukaj želimo poudariti, da je potrebno vztrajati s tem dvigom do ponovnega okrevanja gospodarstva, ko bodo taka izplačila stroškovno možna. Gre za to, da nekatere delovno intenzivne panoge imajo težavo s likvidnostjo, če bo do tega prišlo. Druga težava, ki je pa verjetno hujša, je pa ta, da se na način predloga dviga minimalne plače, kot se zdaj obravnava, porušijo plačna razmerja na vseh delovnih mestih in seveda zadeva ne gre. Pravzaprav minimalna plača bi bilo treba urediti tako, da bi podjetja lahko stimulirala bolj uspešne, bolj aktivne, bolj zagnane. Najlepša hvala gospodu Lotriču. Prišli pa smo do okrogle mize, kako preživeti zimo in izkoristiti nove priložnosti. Okroglo mizo bo vodil Samo Hribar Milič, izvršni direktor Gospodarske zbornice, in Samo, predajam ti virtualni oder in besedo. Spoštovane udeleženke in udeleženci, začenjamo z okroglo mizo, ki smo jo poimenovali Kako preživeti in izkoristiti nove priložnosti. Z nami so Maja Tomanič-Vidovič iz Slovenskega podjetniškega sklada, Marko Lotrič iz Lotrič Meroslovje, Miha Rajh iz Farsola, iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa prihajata Ajda Cuderman, državna sekretarka, in Gregor Umek, moram pogledati, Gregor Umek je pa predstavnik Slovenske nacionalne kontrolne točke za OECD. Skratka,
Prej smo slišali, naj na kratko povzamem, malo gospodarstvo predstavlja 120 tisoč subjektov, ki ustvarjajo 50 tisoč prihodkov, 60% dodane vrednosti, 70% zaposlenih v Sloveniji in je v preteklih letih dosegalo zelo lepe stopnje rasti. V letu 2019 je ustvarilo skoraj 4,5 milijarde EBITDA-ja. Korona-1 in sedaj tudi drugi val pa sta poslovanje malega gospodarstva zelo pretresli. Trgajo se poslovne verige, zmanjšuje se povpraševanje, zaostrujejo se poslovni pogoji, močno pa je padla tudi tekoča likvidnost. Ukrepi države so pomagali, rešiti pa se ga seveda ne morejo. Analize kažejo, da je epidemija koronavirusa precejšen del malega gospodarstva torej zelo prizadela. Kako vi kot del malega gospodarstva čutite te razmere na področju povpraševanja, pravočasnega poravnavanja obveznosti, sodelovanja v skupnih projektih in podobno? Gospod Marko Lotrič. Hvala lepa za besedo. Ja, na področju povpraševanja lahko rečem to, da nas tudi banke uvrščajo ta zeleni del gospodarstva, kjer ne samo to, da ni bilo bistvenega zmanjšanja, ampak tudi napovedi so dobre. Imamo pač to srečo, ampak ne glede na vse skupaj, če bi ostali križem roka, se ne bi prav veliko zgodilo. Tako da mi smo pristopili k temu, da smo na eni strani naredili spiske podjetij oziroma naših in organizacij naših strank, kjer so bile recimo vstopi dovoljen za našo dejavnost ali pa mogoče zaprti za komercialne obiske. Potem smo naredili pregled vseh sodelavk in sodelavcev, a delajo, a so zboleli, ali so v karanteni, in na ta način, da smo potem tudi videli, koliko ljudi dela od doma, koliko ljudi je potrebno v pisarnah, v laboratorijih, in praktično, ko smo imeli vse te podatke zbrane, kljub vsemu, a ne na koncu ostane prst oziroma neka intuicija, ki reče in naloži, kaj pa pravzaprav lahko naredimo. Tako da to je bil na področju povpraševanja, pa lahko rečem, da smo imeli v aprilu in maju, se pravi en del upada na račun znižanega povpraševanja, in zdaj v novembru predvsem na račun sodelavk in sodelavcev, ki smo bili odsotni zaradi te bolezni. Tako da to je, se pravi, kar pa se tiče poravnavanja obveznosti, se je pa zdaj še enkrat več izkazalo, da ta partnerski odnos s strankami plus samoiniciativno, aktivno klicanje, kontaktiranje pač pripelje do enega zelo vzdržnega, lahko rečem, poslovanja. V sodelovanju, ko pa govorimo o sodelovanju z ostalimi, pa mogoče, da ne bom predolg, bi pa samo omenil seveda smo se lotili tako razvojnih projektov, kot je respirator in pa zaščitne maske. Kako pa vi, gospod Miha Rajh, kako vi kot mlado podjetje hitro rastoče čutite te razmere? Ja, hvala. Mi smo v bistvu že tam konec 2019 smo začeli spremljati, kaj se v bistvu vse skupaj dogaja v svetu. Mi smo bili podprti sicer strani podjetniškega sklada za razvoj enih pripomočkov za delo v laboratoriju, tako da že takrat je bilo v bistvu povpraševanje nekako normalno, smo pa potem začeli čutiti nekako upad, predvsem na ravni distributerjev tam v začetku 2020, tam nekje do aprila. Smo pa mi potem v začetku 2020 sprejeli ene ukrepe, in sicer smo malo diversificirali naš nabor produktov. Z partnerji na Hrvaškem pa v Srbiji smo začeli zagotavljati zaščitno opremo in smo na ta način v bistvu v letu 2020 tudi nekako rekordno zrasli, pridobili ogromno enih novih strank na slovenskem trgu, ki jih je tudi zelo za pohvaliti, ker je tudi plačilna disciplina njih bila zelo dobra, in se je izkazalo v bistvu, da smo uspeli z nekim takim planom, ki smo si ga zelo dobro začrtali, učinkovito zrast in nekako tudi prebroditi to nastalo situacijo. No, vi imate relativno srečo, da ste celo zrasli v letu 2020, številna podjetja upravičeno tarnajo, da imajo težave. Vi že čutite to, da imajo številna podjetja težave, recimo pri plačilni disciplini, pri poravnavanju obveznosti? Trenutno na srečo še ne. Res je, da je manj večjih povpraševanj celokupno gledano,
ampak pri plačilni disciplini pa se praktično ne pozna. Imeli smo par zamud, ampak to samo za par dni. Drugače pa imamo z vsakim podjetjem, s katerim smo bili vzpostavljen res dober partnerski odnos. Tudi če je bil čisto na začetku, če je naša nova stranka, se je izkazalo, da pač sploh jim ni to predstavljalo nekega problema in so pač tudi vse račune normalno poravnali. Je pa res, da smo na začetku smo mi začeli poslovati tako, predvsem pri tej zaščitni opremi, da smo za blago izdajali predračune, ki so se morali poravnati do dneva dobave. Kasneje pa smo šli na to bolj zaupanje vredno zadevo, ker smo izdali račune po dobavi blaga in tudi to se je izkazalo za zelo dobro, ker so podjetja nekako nam bolj zaupala, da bomo dejansko dobavili blago in so hkrati plačala pač še pred predvidenim rokom plačila. Gospa Maja Tomanič-Vidovič, na Slovenskem podjetniškem skladu imate več ukrepov, s katerimi pomagate podjetjem. Opažate mogoče v slovenskem poslovnem okolju težave pri poravnavanju obveznosti oziroma plačilna disciplina je še na relativno visokem nivoju? Težko bi zdaj to odgovorila, kaj se pravzaprav v resnici dogaja, ker večina ukrepov, ki smo jih na novo uvedli, ima že vgrajen tudi moratorij. Tako da smo poskušali tudi na ta način podjetjem pomagati in jim ne naložiti zdaj novih finančnih obveznosti. Že v prvem valu pa veste, da je takrat vlada sprejemala tudi prve pakete teh ukrepov, med njimi tudi odložilne roke za že obstoječe kredite. Mi smo bili eni od teh, ki smo napram morda tudi ostalim finančnim institucijam kar veliko teh moratorijev, dodatnih moratorijev odobrili, čez 1000 na kreditih in pri bankah, kjer smo seveda takoj pristopili tudi mi in dali soglasje na bančni kredit, ki je bil zavarovan z našo garancijo. Tako da pravzaprav zdaj težko ocenjujemo, kaj bi se v resnici dogajalo pri tej kratkoročni likvidnostnih poravnavanjih teh že nastalih kreditnih obveznosti. Seveda spremljamo stanje, ki bo, s podjetji smo v stiku, zdaj trenutno je pač res najbolj pomembno, da jim zagotavljamo neko likvidnost, tekočo likvidnost, da lahko sproti poravnajo obveznosti, ki jih imajo in da s tem pač ostajajo na trgu. Seveda se pa zdaj srečujejo predvsem z drugimi težavami, kako ohraniti trg, kako se prilagoditi novim razmeram, morda celo investirati v kako novo prilagoditev, povezano predvsem z digitalizacijo poslovanja, prehajanja vse na digitalni način, tisti, ki seveda to lahko. Videli bomo res, kaj se bo zgodilo takrat po, naprimer, v prvih 6 mesecih naslednjega leta, ko bodo ti moratoriji, nekateri od teh moratorijev potekli. Zaenkrat pač ocenjujemo, da pač pomagamo in da tudi mi zelo natančno ocenjujemo potencialna tveganja in se pripravljamo na to, da če bo tudi več izgub na strani podjetij, da bomo tudi imeli ustrezne vire za kritje teh izgub. Vlada je zaradi zdravstvenih razmer zaprla nekaj dejavnosti oziroma omejila poslovanje podjetij, hkrati pa je seveda sprejela ukrepe za pomoč prizadetim. Kako na ministrstvu ocenjujete, da so ukrepi prijeli in pomagali podjetjem? Mogoče bi na začetku, zdaj, če začnem jaz ali bo gospa državna sekretarka. Izvolite, gospod Tomek. Mogoče bi na začetku omenil te dva ključna ukrepa za ohranjanje delovnih mest, predvsem delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in podaljšanje nadomestila za začasno čakanje na delo. Recimo tukaj je ocena Fiskalnega sveta, da je bilo junija v oba ukrepa vključenih skupaj 60.000 zaposlenih, kar je kar okoli 40% zaposlenih, ki so bili v tem času na začasnem čakanju na delo. Prav tako se mi recimo zdi pomembna ocena Banke Slovenije, da so ti ukrepi za ohranjanje delovnih mest zmanjšali padec zaposlenosti in porast brezposelnih kar za tretjino. Tako da to je kar pomembna številka. Zdaj mogoče, če se dotaknemo še glede bruto domačega proizvoda, recimo Fiskalni svet je rekel, da so te vladni ukrepi v bistvu pripeljali do tega,
da je bila gospodarska aktivnost v letu 2020 višja za 1,5%, kot če teh ukrepov ne bi bilo. Banka Slovenije pa je rekla, da so v bistvu ti vladni ukrepi ublažili upadec bruto domačega proizvoda kar za tretjino. Mogoče samo za zanimivost, rekla, če vladnih ukrepov ne bi bilo, je dala dva scenarija. V prvem scenariju, v srednjem, če se recimo relativno dobro obvladuje epidemiološko krizo, bi BDP upadel za 9,7, v strožjem scenariju pa kar za 14,4, zadnji podatek Umarja pa je za leto 2020 upad za 6,7. Tako da tukaj se vidi ta razlika, kako vsaj po teh ocenah teh institucij, kako ti ukrepi na nek način pomagajo. Bi pa jaz vseeno rekel, da se mi na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo zavedamo, da vsi ti ukrepi ne primejo oziroma ne dosežejo vseh malih in srednjih velikih podjetij, zato jih tudi konstantno nadgrajujemo, spremljamo in recimo tudi v PKP7 so recimo neki ukrepi, ki bodo naslovili recimo mala in srednja velika podjetja, kot so te garancije za bančne kredite za mala in srednja velika podjetja, ki bi lahko prispevala k 100-milijonskemu garancijskemu potencialu in brezobrestni krediti za MSP v višini 90 milijonov evrov. Tukaj recimo bi se lahko vključile tudi turistične agencije, pa mogoče bi še omenil ta posojilni sklad za turizem v višini 200 milijonov evrov, kjer se bo tudi spodbujalo nove naložbe v turizem, ki je bil zelo prizadet, pa mogoče še subvencija za kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem v višini 2000 evrov na zaposlenega na mesec, kjer je tudi planiran spreminjanje pogojev, da nekdo, ki je investiral oziroma zaposloval in ne more prikazati tega izpada prihodkov v preteklem letu. Tako da pač pomembno je, da mi konstantno prilagajamo ukrepe in probamo čim večji nabor podjetij zajeti. Kako pa to ocenjujete v podjetjih? Katere ukrepe bi še potrebovali ali pa jih spremenili, da bi malo gospodarstvo bolj trdno preživelo, gospod Lotrič? Ja, dejansko v tej krizi so podjetja skoraj vsaka nekako na svoj način doživljamo te učinke ali pa zmanjšanje naročil ali povečanje naročil, ampak generalno gledano bi rekel, bi razdelil podjetja na tiste, ki ne morejo delati zaradi tega, ker morajo biti zaprti, in pa vsi tisti, ki smo pa lahko odprti in delamo. Lahko govorim samo iz področja, za katerega poznam, iz katerega prihajam. Skratka, veliko inovativnosti želimo pač dodati tukaj noter eno željo po določenih razvojno-raziskovalnih projektih, da bi se odprli predvsem na področjih in zdravstvene, avtomobilske industrije in pa vseh tistih industrij, ki jih pač na ta način lahko spodbudimo dodatnemu novim izdelkom, novim produktom. Kar se mi pa zdi zelo pomembno še to, da pač gospodarstvo, da se ne zapira, da ostaja odprto, da se le da prehajati državne meje zaradi poslovnih razlogov. Naše stranke so praktično okrog in okrog Slovenije. Potem, da ostajajo vrtci odprti, da bi odprla se vsaj prva triada osnovnih šol, da bi se odprle šole s posebnimi potrebami. To so namreč te zadeve, ki jih dnevno se srečujejo starši z obremenitvami in potem zelo težko so 100% pri službi, tako da je to na eni strani tako za podjetje kot za starše. Zdaj pa mogoče pa pomoč, ki pa v vsakem primeru, vsakem prav pride, in jih moram seveda vse naštete, ko je gospod Umek povedal. Recimo pri nas je bilo pri zaščitnih sredstvih, subvencioniranje bolniških, potem karanten, višje sile, se pravi varstvo otrok. Mislim, da so tudi ukrepi, ki bistveno pripomorejo in seveda v prvem valu so bile sofinancirane tudi določene prispevki in davki, ampak mislim pa, da je treba poskrbeti najprej za podjetja, ki so zaprta, ki ne morejo delati, zaradi tega, ker vsa ta podjetja, vse te dejavnosti bomo rabili po krizi in zaradi tega je treba poskrbeti za njih. Gospod Lotrič, v zadnjem času se pojavlja v javnem mnenju zelo pogosto mnenje oziroma mišljenje
da je zelo veliko okužb v gospodarstvu. Lahko v podjetjih po eni strani omenjate, da je potrebno odpreti dejavnosti, sprostiti dejavnosti, po drugi strani pa seveda ta nevarnost, da v podjetjih ne bi uspeli zadovoljiti vseh teh standardov varnosti in zdravja pri delu, ki jih predpisuje in pač predlaga NIJZ. Skratka, lahko v podjetjih zagotovite neke varne delovne pogoje, ki bi preprečili širitev epidemije. Poglejte, mi smo na nivoju občine Železniki, je župan ustanovil koordinacijo, v katero je vključeno tudi 5 večjih podjetij in srednjih, tako da lahko govorim na nivoju 1800 zaposlenih, in kjer ugotavljamo, da so okužbe, ki so prišle iz podjetij, se gibljajo dobro z neko merilno negotovostjo, pa dajmo reči od 9 do 11%. Zaradi tega, ker za vsega nismo prepričani, vseh 5 podjetij striktno vodi evidenco v povezavi z lokalnim zdravstvenim domom, poročamo, tako da so zelo realni ti podatki. In še to je treba povedati, da so tu, če smem reči, res varni pogoji so v podjetjih. Najbolj kritični so pač odmori in prihodi v službo, ampak mi zagotavljamo res ene visoke standarde varnosti, ne samo to, da se pravi, najbolj deluje, v vsakem primeru najbolj delujejo maske, tudi to smo mi ugotovili iz primerov, ko je recimo sodelavec bil v stiku v firmi z eno skupino ljudi, se ni nobeden okužil, zato ker so vsi maske nosili v istem dnevu, jo pač se ni držal, je šel v sosednji oddelek in tam so se okužili. Skratka, to so primeri, ki še enkrat potrjujejo to, da če bi se res vsi držali predpisanih ukrepov v Železnikih, lahko samo še to rečem, da smo imeli incidenco 14-dnevno največ čez 3500 in da danes govorimo o 700, mislim, da smo jo za 5-krat zmanjšali. Viri okužbe pa prihajajo predvsem pri nas gledano iz popoldanskega in pa domačega okolja, če tako rečem. Niti nimamo problem s temi nekimi žurkami. Kako pa je pri vas, gospod Rajh? Ja, mogoče je v startup okolju malo lažje, zato ker je pač tudi delo od doma pač bilo lažje vzpostavljeno. Drugače pa opažamo, da tudi mogoče za nekimi ukrepi, ki jih je imel potem podjetniški sklad, kjer je zagotavljal oziroma financiral nakup zaščitne opreme, se je zelo dobro vzpostavil ta sistem, da so recimo delavci lahko v nekih tovarnah varni. Mi imamo tudi zelo dober primer z partnerskega podjetja na Hrvaškem, kjer praktično proizvodnja v večjem podjetju, kjer imajo šivilski obrat, pa imajo 150 zaposlenih šivil, recimo ni imela niti ene okužbe, predvsem na račun tega, ker so konstantno držali vsaj neko malo varnostno razdaljo, ki je bila predpisana, nosili so maske, uporabljali so razkužila in to se je nekako zelo dobro na to odražalo. Vsekakor pa menim, da pač ti ukrepi nekako se morajo spodbujati in da se mora potem tudi to malo gospodarstvo začeti na ta način obnašati in postopoma zaganjati, zato ker v nasprotnem primeru bo zelo dosti teh dejavnosti potem ostalo tudi zaprtih. Gospa Maja Tomanič-Vidovič, kateri programi Slovenskega podjetniškega sklada so se izkazali za najbolj učinkovite? Vemo, oziroma povedano je bilo, da je po nekaterih zelo veliko povpraševanje. Ja, tako je. Letošnje leto je res rekordno leto, kar se tiče tudi naših pomoči. Mi smo kar za skoraj 300% povečali realizacijo glede na tisti prvi plan, ki je bil nastavljen seveda še pred samim začetkom COVID-a. Tudi zaradi povečevanja virov strani našega resornega ministrstva, strani Vlade Republike Slovenije smo lahko to vse naredili. Ampak kaj je bilo najbolj pomembno? Najbolj pomembne so bile zagotovo v začetku marca garancije za zavarovanje bančnih kreditov. Mi smo jih imeli že po ustaljeni klasični naši shemi, ki jo izvajamo z vsemi bankami, in smo jo takrat v spomladanskih mesecih zgolj prilagodili potrebam podjetjem. Več je bilo poudarka v letošnjem letu na obratnih sredstvih, na financiranju likvidnosti, manj seveda na investicijah. To smo odprli in te garancije so pomagale, predvsem v prvih 5-6 mesecih tega leta, da so podjetja kljub temu še lahko najemale bančne kredite in imele tudi zraven naše garancije znižano obrestno mero.
Naše garancije so pošle vseh 80 milijonov evrov vse do meseca septembra. Vemo za to državno garancijsko shemo, da še vseeno ni tako dobro zaživela, kot je bila namenjena, upajmo, da bo, ampak vseeno so podjetja po mesecu septembru kar tarnala, da pač toliko teže dobivajo bančne kredite. Potem smo seveda prilagodili zadevo, oblikovali posebno linijo kreditov za popolnoma brezobrestnih kreditov z zelo ugodnimi pogoji za turistični sektor, za celoten turizem, turistični sektor in gostinstvo. 25 milijonov evrov, tudi tukaj smo stvari pred kratkim zaključili, tako da podjetja čez 300 oziroma okoli 450 podjetij že koristi tovrstne likvidne kredite. Mikrokrediti, tako imenovani COVID mikrokrediti so bili tako v začetku prvega vala odobreni podjetjem, takrat je že čez 400 podjetij dobilo prva likvidna sredstva, ki so jim morda prvih 3 mesece nekoliko pomagala. Ti mikrokrediti do 25.000 evrov so pač klasični mikrokrediti, ki jih Evropska komisija po celotnih državah članicah zelo spodbuja. Mi smo se potem trudili, da smo povečali kvoto, tudi strani preko resornega ministrstva smo nekje v mesecu septembru lahko razpisali za naslednji 2 leti, za konec leta 2020 in za celotno leto 2021 skupaj 56,6 milijona evrov. Ampak že v prvih 3 odpiranjih, v prvih 3 tednih je prišlo k nam čez 2500 vlog, tako da so skoraj vsa sredstva že tudi tista, ki bodo na razpolago šele v letu 2021, pošla, ker bomo pač seveda zadostili tem projektom, ki so se že prijavili. Tako da to kaže na to, da je zelo veliko povpraševanje in da bomo vse sile usmerili tudi v to, da bomo tovrstne kredite, tovrstne linije uspešno začeli tržiti oziroma razpisovati tudi v začetku leta 2021. In ker se nam je dogaja to, da pravzaprav tudi kvote, ki so namenjene za leto 2021, že pohajajo, predvsem zaradi tega velikega povpraševanja, bomo seveda res veliko truda usmerili v te nove programe, ki prihajajo, tako RRF program Evropske komisije, kot tudi Pan-European Fund, ki se pripravlja za vse države članice, da bomo pač uspešno potem te vire pripeljali do podjetij. To je torej tisto, kar je bilo na garancijah. Dosti je bilo velikega povpraševanja tako tudi na subvencijskih sicer manjših linijah za digitalno transformacijo. Podjetja seveda zdaj imajo nujno potrebo po novih investicijah v digitalno transformacijo, tako kot smo že prej dejali, da se prilagodijo novim razmeram. Nekaj tudi lesna industrija, tu je še poseben pač poudarek, predvsem resornega ministrstva, da preko sklada podpiramo tudi investicije v lesni industriji. Nismo pozabili na celoten startup ekosistem in mlada inovativna podjetja. Vse linije so bile namenjene, tako kot v prejšnjih letih, tudi v letošnjem letu njim. Enako vavčerji in posebni vavčer se je oblikoval za zaščitno opremo, kot ga je že kolega omenil, 10 milijonov evrov, ki pa prav tako je bilo do konca meseca oktobra, v celoti je bilo 10 milijonov porabljenih. Podjetja zdaj so v fazah, ko pridobivajo torej povračilo tovrstnih subvencij, tako da čez 7000 projektov torej je v letošnjem letu koristilo okoli 200 milijonov evrov različnih pomoči preko našega sklada. Rdeča nit letošnjega vrha malega gospodarstva je preživeti krizo in izkoristiti nove priložnosti. Mislim, da bomo krizo preživeli, ampak kje pa vidimo svoje priložnosti? Kje jih vidite vi, recimo gospod Lotrič? Ja, pravzaprav izkazalo se je, da če kdaj, potem je potrebno zdaj sodelovati. Nekako smo se verjetno velikokrat pogovarjali, da je to potreben sodelovati, ampak zdaj se pa pokazalo, da tako ni zadosti znanja v podjetju, če hočeš nekaj razviti, ni zadosti izkušenj, potem tako materialnih sredstev, finančnih sredstev, še dodatnih, ki jih pač potrebuješ za neko novo storitev, ki je odziv na trenutne razmere. Tako da tukaj noter se mi zdi, da naučiti se sodelovati, predvsem mi smo tukaj izkoristili ponujeno roko razvojnih raziskovalnih inštitutov v Sloveniji, Nacionalnega inštituta za biologijo, Inštitut Jožef Štefan. To je ena zadeva, drugi so okrepiti digitalizacijo. Ta digitalizacija je sigurn mantra, to se pravi od prodaje
pa do proizvodnih procesov, notranjih proizvodnih procesov. Mimogrede, na začetku mi imamo en sistem, ki nam zelo točno beleži čas, 13% so se povečali delovni procesi. In zdaj pač to nazaj zmanjšujemo na podlagi pač digitalizacije. Lahko še vas, gospa Ajda Cuderman, državna sekretarka, povprašam, kje vidite priložnosti za Slovenijo in kako lahko tukaj gospodarstvo sodeluje z ministrstvom? Vrsto let podpiramo pravzaprav nekakšno prestrukturiranje v tisto smer, ko vemo, da bojo slovenska podjetja konkurenčna. Ukrepi na področju digitalizacije, ki se izvajajo preko izvajalskih agencij, to je Slovenskega podjetniškega sklada, javne agencije Spirit Slovenija, gotovo podpirajo to, da podjetja prilagajajo svojo IT infrastrukturo temu, da se lažje vključujejo v globalne verige vrednosti. Po domače povedano, če vaš kupec v Franciji uporablja SAP, zato da avtomatično naroča, potem verjetno morate imeti sisteme prilagojene temu, da ste sploh konkurenčni vsem ostalim ponudnikom. To je nekako najbolj močen smisel tega ukrepa, ne toliko internetne trgovine, čeprav smo videli zdaj, da v času covida so pa prav prišle. Tako da to je ena zadeva. Druga je gotovo ta naravnanost inovacij v podjetjih k čimprejšnji komercializaciji. Torej vsi ukrepi, ki se delajo in se bodo delali, so bolj namenjeni temu, da se novi produkti ali pa izboljšani produkti čim prej spravijo na trg. Od tega se potem živi, od tega se dela izvoz. Seveda še množica drugih strukturnih ukrepov za gospodarstvo, pri čemer vemo, da je treba gledati na njihovo dolgoročno trdoživost, dolgoročno sposobnost recimo ustvarjanja višje dodane vrednosti, s tem imajo tudi bolj zadovoljne zaposlene, več možnosti za nagrajevanje in tako naprej. Teh stvari je veliko, morda bi celo uro porabili, da bi samo ukrepe naštevali. Ni pa digitalizacija vse. Važno je za njih, da se razvija konstanten podjetniški duh, da so infrastrukturno v smislu virov v podjetij, računalniških, IT-evskih, prilagojeni evropskemu trgu in da imajo sposobnosti ustvarjati dolgoročno konkurenčne, inovativne produkte, s katerimi lažje prodajajo navzven. Naš trg je le majhen, vse, kar delamo, pravzaprav naredimo razliko na tujih trgih. Tu bi se morda tudi gospod Lotrič kar močno strinjal z mano. Sem še kaj spustila morda, gospod Samo? Mogoče bomo še kaj dodali skozi nadaljnjo razpravo. Gospod Lotrič, vi ste omenili, da je potrebno oziroma kako pomembno je sodelovanje, pa me zanima, kako vidva kot predstavnika gospodarskih podjetij z gospodom Rajhom ocenjujeta to sodelovanje med startupi in ostalimi slovenskimi, predvsem velikimi podjetji. V sveži pilotni analizi inovativnosti v slovenskem gospodarstvu, ki jo je izvedla Gospodarska zbornica Slovenije, je 20% takšnih, ki startupe integrirajo v svoj razvoj, 30% pa še ne sodeluje, ampak se šele spogleduje s tem. Kako vi ocenjujete torej to sodelovanje in kakšne so tukaj še priložnosti za nadaljnji razvoj? Gospod Lotrič. Ja, hvala lepa. Zdaj recimo naj omenim razvoj respiratorja. V tem projektu je sodelovalo 6 podjetij, poleg se pravi Domel, EKVB, potem Zavod 404, PPMC, Tehnološki park Ljubljana, Razvojni center Nela in pa naše podjetje. In mi smo to zapakirali, če smem tako reči, kot en projekt in ta projekt kot neko podjetje. Lahko bi se rekli, da je to bila neformalna organizacija, projekt se je imenoval Diham in ta skupina je bila tudi Diham in so se obnašali ravno tako kot neko startup podjetje, delali so, a ne rečemo od zjutraj po noč, sobote, nedele, praktično res ta navdih teh mladih raziskovalcev, ki jim ni bilo mar ne čas, ne viri, hodili so tudi njihovi domači gledati. Skratka, to je bil en tak res za naučiti se, kako pravzaprav lahko to startupovsko okolje pripomore k razvoju. Seveda, v enem določenem trenutku
Mi smo to razvijali od, mislim, 17. 18. marca pa do 24. aprila. Na enem določenem trenutku se pa pojavi, da moraš poseči z eno organizacijo, z nekimi dogovori, z neko pogodbo. Ampak na začetku, če pustiš prosto pot temu razmišljanju, to zagotovo, jaz mislim, da je rezultat. Ampak mora pa biti jasen cilj. No, pri vsem temu mora biti jasen cilj. Jaz si tudi želim, da dejansko vsak projekt v našem podjetju postane start-up podjetje, če tako rečem, neformalno, se pravi, da ima svoj budžet, da ima svojega sponzorja, da ima svojega vodja in pa da se ne prezgodaj se ne sme začeti voditi kot nek stroškovni mest, ampak pustiš, da nekaj časa to gre in potem, ko se pokažejo rezultati, se pa zadeve spravijo pod eno črto. No, tako da, ja, sodelovanje v prihodnje tako s podjetji, jaz moram reči, da absolutno digitalizacija, ki sem prej omenil, mi smo 2 leti pred temu, tudi s pomočjo, mislim, da je bil tokrat javna agencija Spirit, smo nabavili kompletno računalniško opremo, potem Office 365 smo nagradili, mi smo bili dejansko 16. marca letos, smo začeli lahko delati od doma. Je pa to, kar za eno tako podjetje, srednjo podjetje, govorimo sigurno tako med 100 in 150 tisoč evri, če hočeš, sploh imamo toliko lokacij, 6 v različnih državah in če to hočeš vse narediti, je to kar znesek. Ampak zelo pomembno se mi pa zdi to, da še enkrat se je pokazalo, kamorkoli smo poklicali v teh časih, v tem letu, ni pomembno ali podjetje, ali javno upravo, katerokoli si dobil zmerom, državno upravo si zmerom dobil odgovore. To mi je največ zaradi tega pomenil, ker vodje smo v enem določenem trenutku ostali, dajmo reči, sami, z vsem bremenom na plečih in ki si imel odgovor in tudi tisti, ki ga nisi imel. In z eno dobro, z eno pozitivno noto do vseh sodelavcev, ki jih je bremenil, kdaj bo prinesla minus ure noter, kdaj bo naredil, ne vem, koliko časa bom doma, nobeden ni vedel. In takrat, recimo, pri nas smo rekli, absolutno prvi cilj nam je varnost in pa obdržati vse ljudi, vse zaposlene. Se pravi, ne samo ključne, cilj nam je vse in to nam je uspelo, še 109 smo jih letos zaposlili na novo, tako da res je, ampak gre tudi zaradi tega, ker je bilo toliko ljudi tudi odsotnih, morali smo se pač prilagoditi. Samo to je to, pač sprememba in pa prilagajanje se mi zdi, da lahko preživiš. Slovenski podjetniški sklad s programom Startup Plus tako startupom kot tudi scale-upom ponuja možnost financiranja, pa tudi usposabljanja in mentorstva. Poleg tega programa so še druge možnosti in priložnosti, ki jih ponujajo subjekti inovacijskega okolja, pa še kdo. Se strinjate, gospod Rajh, da je v Sloveniji kljub morda slabemu renomeju vseeno dobro poskrbljeno za startupe in kaj bi vi še izpostavili, da je potrebno še dodati? Ja, hvala. Kar se tiče slovenskega startup okolja, ne vem, odkot bi se ga držal nek tak mogoče negativen prizvok, ampak zdi se mi, da je predvsem v zadnjih 5 letih skalalo oziroma zraslo na neko res zelo dobro razvito okolje. Imamo te, kot ste omenili, subjekte inovativnega okolja. Tukaj notri so vsi inkubatorji, vsi pospeševalniki. Potem je tukaj podjetniški sklad z vsemi finančnimi spodbudami, ki so vključeni. Potem za povezovanje s korporacijami imamo tudi potem Corpus Start program. Prihajajo investitorji v regijo, imamo investicijsko konferenco, imamo konferenco Podim, tako da za preboj nekih novih idej je zelo dobro poskrbljeno. Tudi za preboj nekih idej, recimo na ravni raziskovalnih ustanov, se zdaj vzpostavljajo že neki skladi, ki zagotavljajo financiranje. To je zdaj recimo vzpostavila Univerza v Ljubljani. Tako da za nek startup svet, pa za nekega mladega podjetnika je zelo dobro poskrbljeno. Vprašanje je samo na tem področju, koliko je on o tem informiran. Ampak tukaj pa je pač tudi naloga mogoče teh inkubatorjev in pospeševalnikov, da pač skrbijo za to, da so ljudje informirani, da pridejo potem tudi v njihove programe in da jih oni potem zapeljajo do te točke, da ustanovijo neko pač startup podjetje in vse skupaj.
Pa tudi, kar se tiče samih, mogoče bolj formalnih teh ukrepov za zagon samega podjetja, torej za ustanovitev podjetja, menim, da je tudi dobro poskrbljeno z vsemi podtočkami in z vsemi predpisi, tako da je zelo spodbudno okolje. Če pogledamo naprej, vidimo, da podjetja imajo veliko optimizma, da vedo, kje so še priložnosti, kje so tudi mogoče zamujene priložnosti, pa jih je potrebno sedaj ponovno obuditi. Zanima pa me, kako v naslednjem letu načrtuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo določene programe in ukrepe, s katerim bi še bolj spodbudili predvsem mikro in mala podjetja, pa tudi startupe k hitrejšemu razvoju, gospod Cuderman. Bom jaz odgovarjala, Gregor, kaj? Lahko tudi jaz, pa potem še državna sekretarka, ki je dopolne. Okay. Mogoče čist na začetku nek tak širši okvir je ta vladna skupina za debirokratizacijo, kjer se pripravlja odprava teh administrativnih ovir na področju davkov, okolja, gospodarstva. Ključno se mi zdi, da je ta pa dva sklada. To je sklad za okrevanje in odpornost. Recimo Slovenija ima tukaj na voljo 1,6 milijarde nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde povratnih sredstev, in kar je ključno, da je veliko pozornost namenjena povezovanju malih in srednje velikih podjetij z velikimi podjetji, da se nekako poveča ta inovacijski potencial. Predvsem bojo pa sredstva namenjena za prehod malih in srednje velikih podjetij v krožno gospodarstvo. Tako da to mislim, da je ključno. Potem bi omenil še večletni finančni okvir. Tukaj Slovenija dostopa do približno 2,9 milijarde evrov. Tukaj bi rekel, da bomo mi nadaljevali že z dosedanjimi ukrepi, ki so bili uspešni in jih bomo tudi nadgradili. Seveda bo pa največji del znotraj večletnega finančnega okvira namenjen prav malim in srednje velikim podjetjem, predvsem za njihovo rast in konkurenčnost. Predvsem se bo spodbujali tudi visoko inovativne in tehnološke startupe. Omenil bi pa tudi ustanovitev posebnih pisarn za prenos tehnologij, da bojo v bistvu prek teh pisarn startupi svoje znanje in inovacije lahko prenesli na trg. Kar se tiče podpornega okolja, ki ga financiramo, so to te podtočke Spirit Slovenija. Kakor so pa že vsi prej sogovorniki omenili, pa digitalizacija zelo pomembna in tega se mi na ministrstvu zelo zavedamo. Mi smo že do zdaj imeli zelo veliko ukrepov na tem področju, jih načrtujemo naprej. Mogoče ne omenjam samo par, ki so res ključni. To je slovensko digitalno stičišče, ki služi kot neki digitalni one-stop shop za MSP-je. Mi se vključujemo tudi v evropska digitalna stičišča. Omenil bi recimo razpise za digitalno transformacijo malih in srednje velikih podjetij, za elektronsko poslovanje, kjer mi financiramo predvsem to digitalizacijo mednarodne trgovine. Potem bi predvsem omenil vavčerje, ki pa jih izvajamo večinoma prek Slovenskega podjetniškega sklada. Zelo poenostavljeno povem, to so zelo enostavne spodbude za MSP, do 10.000 evrov, kjer podjetja lahko v zelo na hiter način in učinkovit način dostopajo do finančnih spodbud. Mi smo recimo imeli vavčerje za digitalni marketing, za dvig digitalnih kompetenc, za digitalno transformacijo, kibernetsko varnost. Kar bi pa še poudaril naše ukrepe, glede na to, da je Slovenija zelo izvozno usmerjena, se tudi v okviru teh skladov, ki sem jih omenil, načrtujejo ukrepi na področju poslovnih modelov, predvsem digitalnih poslovnih modelov. Mi želimo še naprej spodbujati podjetja za nastope na tujih trgih, na sejmih, skupinski sejemski nastopi, tržne raziskave, gospodarske delegacije. Zelo pomembno je tudi mednarodno razvojno sodelovanje, to bo tudi gospod Lovšič lahko potrdil, ki ga bomo mi še naprej financirali. Predvsem pa želimo, da se naša podjetja vključujejo s končnimi izdelki, zato bomo financirali tudi krepitev njihovih blagovnih znamk, pilotno-demonstracijske projekte in študije izvedljivosti. Kaj pa je glavni namen vsega tega je, da se dvigne produktivnost in dodana vrednost in mislim, da ravno prek tega lahko pač mi izidemo v naslednjih letih kot veliko bolj uspešno gospodarstvo. Gospod Cuderman, boste še kaj dodali? Jaz bi dopolnila v tem smislu, kaj je namen podpiranja v bistvu startup okolja. V Sloveniji imamo, tako kot je gospod Rajh dal,
lepo pohvalo. V zadnjih 10 letih se je ta sistem podpore malih zagonskih podjetij kar dobro zgradil. Je pa precej razpršen in morda tudi samim ni znano, kam po pomoč, če imaš dobro idejo. Namen vsega skupaj je, da svoje inovativne izdelke ali pa storitve čim prej in čim bolj uspešno spravijo na trg, zato se lahko obrnejo na različne deležnike. Zdaj imamo eno mrežo Spot, 3 pisarn, kjer dobijo najbolj temeljne informacije o tem, kako odpirati podjetje in tako naprej. Še preden se odločijo odpirati podjetje, se lahko obrnejo na SEO okolja, to so pospeševalniki, ki dobijo financirane strani države preko javne agencije Spirit, tam jim je zagotovljeno mentorstvo in svetovanje, ali se njihova ideja sploh splača. Nadalje, imajo tam tudi prostor za to, da delujejo. Vkolikor potrebujejo obraten kapital, voucherje za to, da subvencionirajo svoje aktivnosti, po te stvari lahko pridejo pa na Slovenski podjetniški sklad. Skratka, ni tako neurejeno okolje, da se ne bi znali obrniti, je dobro razvejano, vse pa seveda pred parimi dnevi sem se vrnila iz Izraela, bi pa rada poudarila, resnična želja potem, da snuješ produkt z mislijo na to, kdo ga bo uporabljal in kakšne probleme svojemu kupcu rešuješ, je tista pot do uspeha, katero morajo imeti zagonska podjetja v glavi, potem bo lažje in idejo do konca razviti, dobiti ta prave mentorje in seveda tudi pravilno predvideti potrebno financiranje, ki je dostopno in bo tudi produkt na koncu uspešen. Tako da sklenem, je pozitivno, tudi ta podjetniška miselnost zabeleženo v Sloveniji precej raste v zadnjih 10 letih. Gospa Maja Tomanič-Vidovič, katere ukrepe bi vi izpostavili čisto na kratko na koncu, kot tiste, ki bi lahko najbolj pomagali k razvoju malega gospodarstva? Ja, mi bomo pravzaprav nadaljevali z vsemi ukrepi, kot smo jih imeli v letošnjem letu. Če se bo le dalo, jih bomo še bolj prilagodili tudi ta administrativna pravila, ki pač so pri porabljanju javnih sredstev, tudi evropskih, ki jih včasih podjetja pač vseeno malo zmotijo, ampak to je pač dejstvo, mimo katerega ne moremo. Pomembno pa je res, ukrepov, spodbud je veliko, so različne, že pri nas, na primer, na naših spletnih straneh so predstavljene in jih pač podjetja lahko vidijo. Včasih je pa zelo dobra ta priprava oziroma, da se stvari med sebojno povežejo in da tudi imajo svoj cilj. Vse mora imeti svoj cilj in nekatera podjetja so pri tem boljša, druga manj. Tisto zaletavanje zgolj zato, da pridobiš pomoč, samo zato, da jo dobiš, ni dovolj. Podjetje mora imeti svoj cilj, svojo vizijo, svojo pot, po kateri gre. Oba današnja podjetja sta danes tudi kot primer tega, ki točno veste, kako in kaj želite nadaljevati in se potem preko tega vključujete tudi v ostale različne programe, ki jih pač država tukaj namenja. Mi predvsem vidimo, da je zelo pomembno, da mikro, mala in srednja velika podjetja, vključno z našim celotnim startup ekosistemom, ki ga pač je bil že danes dovolj dobro predstavljen, da pravzaprav širi svojo vizijo izven slovenskega trga, to je ključnega pomena, kar Evropa nasplošno pravi za mala in srednja velika podjetja v Evropi, je značilno to, da so zelo navajena na trgovanje, poslovanje v nekem svojem varnem krogu. Ta podjetja premalo delujejo izven trgov Evropske unije, to bo nam nov izziv tudi za prihodnost. Covid spreminja marsikaj, Covid kaže na potrebo po mednarodnem sodelovanju na vseh področjih, tudi na zdravstvenem področju, na medicinski opremi. Vedno manj bodo dopustne razlike med posameznimi večjimi regijami, torej bo to sodelovanje nujno potrebno in v to sodelovanje se morajo vključevati tudi mikro, mala in srednje velika podjetja. Veliko je izzivov, veliko jih tudi zdaj vidimo, ko malo poslušamo, kako in kaj se stvari odvijajo. Marsikje je možno vzpostaviti sodelovanje.
in lahko tudi naša podjetja na ta način širijo svoje poslovanje, svoje znanje, poznavanje s tem, da bodo začela delovati tudi morda na drugih trgih. Tukaj se bomo verjetno vse javne institucije tudi z nami vključevali v smislu pomoči pri odpiranju vrat, pomoči pri načrtovanju tovrstnih projektov, tudi razvojnih mednarodnih projektov. Torej, da bodo vse te pomoči, ki jih delimo, ker govorimo samo o velikem številu pomoči, da bodo te pomoči res dajale neke dolgoročne učinke, ki bodo imele potem izraz v povečevanju dodane vrednosti na zaposlenega, povečevanju števila zaposlenih v teh naših podjetjih in njihovega poslovanja seveda tudi izven Republike Slovenije. Hvala lepa. Tako smo prišli do konca naše okrogle mize. Prepričan sem, da bi lahko slišali še marsikatero zanimivo informacijo. Mislim pa, da lahko povzamem, da je kljub velikim problemom, ki nas spremljajo v času koronavirusa, zelo veliko optimizma tako med gospodarstveniki, kot seveda tudi v podpornem okolju, da so že razviti številni programi in ukrepi, ki pomagajo podjetjem ne samo preživeti, ampak tudi prodreti na nova tržišča, in prepričan sem, da bo malo gospodarstvo uspelo izkoristiti vse te priložnosti. Malo gospodarstvo je steber gospodarske strukture in socialnega razvoja v Sloveniji. Verjamemo vase in gledamo z velikimi pričakovanji v prihodnost. Hvala lepa. Hvala. Najlepša hvala vsem panelistom in tudi moderatorju okrogle mize. S tem pa smo tudi prišli do konca letošnjega vrha malega gospodarstva. Sklepno besedo predajam še enkrat Branetu Lotriču, predsedniku Podjetniško-trgovske zbornice, ki bo nekako povzel letošnji vrh in tudi glavne predloge. Kriza, o reševanju katere in pričakovanih ukrepih se danes pogovarjamo, je tudi priložnost, da se zakonodaja naredi prožnejša in manj birokratska. Zato predlagamo ukrep, ki bo dovolil organom na FURS-u, na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, na Zavodu za zaposlovanje in podobnih organih odločati življenjsko na osnovi realnih dejstev. V tem času se srečujemo z mnogo življenjsko pomembnimi situacijami, ko zaradi zakonodaje odgovorni ne morejo odločiti, kot vedo, da bi bilo sicer prav. Zato predlagamo določitev komisije, sestavljene iz članov malega gospodarstva, FURS-a, Zavoda za pokojninsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, gospodarske in obrtne zbornice, ki bo obravnavala izjeme, ki so pri pomočeh izpadle in bo imela možnost vplivati na postopke in hkrati pripraviti predloge spremembe zakona. Komisijo bi moral voditi predstavnik malega gospodarstva. Predlog rešitve se nanaša na obljubo politike, da se v teh časih ne bo pozabilo na nikogar in od nekdaj velja, v krizi pomisli najprej na male. Mala in srednja podjetja se zavedamo svoje prožne vloge pri ponovnem zagonu gospodarstva po izhodu iz zdravstvene krize. Zato računamo na pomoč vlade, da nam to vlogo omogoči. Mala podjetja smo prilagodljiva, smo fleksibilna, vendar nekje je pač tudi lahko težava. Verjamem pa, da bomo skupaj zmogli. Hvala lepa. Spoštovane udeleženke in udeleženci letošnjega 9. vrha malega gospodarstva. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost, dovolite pa, da se še posebej zahvalim partnerju letošnjega vrha, Slovenskemu podjetniškemu skladu in oglaševalcu letošnjega vrha, zdravstveni zavarovalnici Vzajemna. Z željo in predsejšnjim prepričanjem, da se drugo leto vidimo v živo, vam želim veliko sreče in zdravja do konca tega leta in pa seveda tudi v letu 2021. Vse dobro, ostanite zdravi in srečno.